Jaz vem, da je stanje začasno, kakorkoli. So neke manjše spremembe. Je pa zanimivo, ker ravno zdaj o tem govoriva. Prejšnji teden sem dobil klic iz Francije, kjer me je ta možakar pač nagovoril, in sicer je podpredsednik ene velike humanitarne organizacije iz Švice. In povedal mi je, da sodelujejo z japonskimi znanstveniki, in te znanstveniki so razvili produkt, ki ga uporabljajo slepi, zato da so lahko samostojni. Seveda sem se takoj spremenil v ena sama ušesa, so me bila, ne? In na koncu izkazalo se, da sva potem govorila 1 uro, razglabljala o tem, kaj in kako, ker meni je bilo povsem to nekaj nemogočega, taka znanstvena fantastika, to, kar mi je govoril. Dejansko je govoril o traku, ki ga kot tenisači daš na čelo. Ta trak ima kamere in pa senzorje, ki v bistvu snemajo na nek način okolje in tebi preko magnetnih valov, preko elektromagnetnih valov v možgane pošiljajo informacijo, ki je ta potem pretvori v sliko. To se sliši res robotsko. Jaz sem bil na to zadevo povsem navdušen in ravno zdaj, ko govoriva, se te stvari dogajajo, tako da naslednji teden pred novim letom pride do mene in mi bo ta set podaril. Sem bil izjemno, fasciniran, da me nekdo te tako pokliče in ti pove, da ima nekaj zate, ne? In jaz potem, po posnetkih, ki so bili poslani, ne, zato ker so že eksperimentirali z ljudmi na Japonskem, in tudi taki, ki so povsem slepi od rojstva, to me je najbolj fascinirano, ne, ker nimajo razvitega tega optičnega korteksa od zadaj, ne, so sposobni videti. Zdaj, kako videti, ne, to moram jaz zdaj pač seveda videti na lastne oči, ne, po narekovaji, ker zadeva je taka, da tako, kakor mi je bilo rečeno, se pravi, pokaže recimo posnetek hiše in potem kako ga vidi nekdo, ki je slep, ne. V bistvu in ta posnetek hiše je natančen, samo da je narejen kakor iz nekih mikro malih trikotničkov, ne. Če si predstavljate, potem zebra je narejena z takih črtic, ne. Potem človek, ki prihaja, se vidi silhueta. Skratka, tako zelo neka blazna znanstvena fantastika, ampak recimo, jaz, ko sem razmišljal o tem, to je zame nek ogromen premik, sploh zaradi tega, ker to ti omogoča samostojnost, ne. In samostojnost je tista, recimo zdaj, ki mi najbolj manjka, ne samostojnost v smislu v poznanih krajih, ampak da grem jaz lahko recimo sam ven na sprehod v mesto, v gozd in tako naprej, ne.